Najlepša hvala vsem prisotnim predstavnikom in predstavnicam medijev, ki ste se danes odzvali našemu povabilu. Zaključila se je 4. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije. Danes so z nami vsi 4 rektorji, predsednik Rektorske konference profesor dr. Dragan Marušič, podpredsednik profesor dr. Danilo Zavrtenik, profesor dr. Ivan Svetlik in profesor dr. Igor Tičar. Predajam kar besedo predsedniku Rektorske konference, da nas seznani z današnjimi sklepi. Dobrodošli na Univerzi na Primorskem. Jaz vas bom samo na kratko seznanil s vsebino današnje rektorske konference. Pri posameznih točkah bom pa predal besedo svojim kolegom, da bo to hitreje teklo. Mislim, da so bile 3 ključne stvari, o katerih smo danes govorili. Ena je bila umeščanje visokošolskih kvalifikacij v slovensko ogrodje kvalifikacij. Tukaj je ključno to, da smo opozorili na neskladje med tem, kako Evropa razvršča in kako mi razvrščamo. Predvsem zaradi bolonjske reforme se je pokazalo, da ne vemo prav dobro, kam umestiti znanstveni magisterij. Rešitev, ki je sedaj v veljavi, ko umeščamo našo lestvico, ki gre tja do doktorata, predtem magisterij, ko se to prekvalificira v evropsko lestvico, se potem na evropski ravni izenači znanstveni magisterij z doktoratom, kar se nam ne zdi dobra rešitev, vendar do nadaljnega je ta rešitev takšna, kot pač je. Potem smo govorili tudi nekaj o povezovanju prihajajočega zakona o raziskovalni inovacijske dejavnosti s pripravo nove zakonodaje na visokošolskem področju. Pa bom mogoče tukaj prosil kar kolega rektor Ljubljanske univerze, da pove par besed, ker je mogoče on tisti, ki je za to bolj kvalificiran, ker se je s tem pobliže ukvarjal. Ja, hvala lepa. Bom zelo kratek. Kot veste, je v postopku sprejemanja amandmirani obstoječi zakon o visokem šolstvu. Pričakuje se novi zakon o raziskovalni inovacijski dejavnosti. Ministrstvo je napovedalo povsem nov zakon o visokem šolstvu. Po pretresanju te situacije seveda še zmerom ostajamo v velikem pričakovanju, da bo novi oziroma amandmirani zakon o visokem šolstvu čim prej sprejet, tako kot je bilo že v izhodišču predlagano. Se pa lotevamo že razmislekov o tem, kako urediti področje visokega šolstva in raziskovanja v prihodnje v Sloveniji, in tukaj bi želeli, da se ta ureditev postavi na povsem drugačne nove temelje kot doslej. Pri tem naj samo to omenim, da ugotavljamo, da še vedno po 25 letih 58. zlasti pa tudi 59. člen Ustave Republike Slovenije, ki govorita o avtonomiji univerz in akademski svobodi, nista realizirana. Tega ni ugotovilo v posameznih členih samo Ustavno sodišče, ampak seveda vse bolj ugotavljamo tudi na univerzah, da se vsaka dodatna nova zakonska ureditev spušča na področje delovanja naših inštitucij, univerzitetnih, raziskovalnih, in nam zmerom znova odškrne nekaj tistega, kar nam pa Ustava kot avtonomijo daje. In zato seveda bi želeli, da je nova ureditev taka, da bo direktno izhajala iz Ustave in vzpostavila ustrezen okvir za delovanje visokošolskih univerzitetnih organizacij, torej univerz, in pa raziskovalnih inštitutov, ki gojijo temeljno znanje. Skupaj za oboje, in seveda, da se to zaokroži v skupen in pa poseben zakon sui generis, ki ni del zakonodaje, ki ureja tako zvane javne zavode, tako kot je to sedaj. Govorili smo tudi, oziroma slišali smo tudi poročilo delovne skupine za uporabo jezika
pri poučevanju na univerzah. To je verjetno širše znano, da znotraj noveliranja zakona o visokem šolstvu je bilo tudi vprašanje odpiranja prostora poučevanja v določenih primerih tudi tujemu jeziku. Poročilo te komisije je poskušalo predstaviti možen kompromisni predlog, ampak zadnja informacija, ki jo imamo, je, da je tako ali tako odločitev koalicije, da ta del novele povsem umakne, se pravi, da ostane, čeprav razumem, približno tako, kot je bilo doslej, oziroma tako, kot je bilo doslej. Pa mogoče v tem smislu boš, Danilo, ti kaj povedal, ker imaš vladi raje ne. Igor, ti, kaj glede jezika? Ja, ne vem, no. Mislim, mi smo ta problem skrajno spolitizirali in mislim, da je to zelo slabo in se moramo takih stvari popolnoma drugače lotiti. Rektorska konferenca je zavzela neko stališče, rektorska konferenca je sprejela, kaj bi bilo pametno, smotrno in dobro, vendar izgleda, nismo bili slišani. Dotaknili smo se tudi problematike upisovanja na univerze. To je tema, ki jo poskušamo plasirati do ministrstva. Zdi se nam namreč, da je postopek upisovanja, ki je v principu vezan na maturo, pripelje do tega, da je srednješolsko izobraževanje samo priprava na maturo, matura pa vstopna točka za univerze. To se nam ne zdi primerno, to niso rešitve, ki vladajo na drugih univerzah, bo pa to obširnejša tema na naslednji rektorski konferenci. Še kdo kaj od kolegov? Sem kaj pozabil? Ne. Hvala lepa predsedniku. S tem tudi zaključujemo današnjo izjavo za javnost in vas vabim, če imate morda še kakšno vprašanje v zvezi z omenjenimi temami, da se Ja, mene zanima, glede na to, da število študentov upada zaradi generacij, tako bo tudi v prihodnjih letih, kako se univerze oziroma fakultete odzivajo na to dejstvo, ali torej združujejo študijske programe, jih mora biti ukinjajo? To bo vsaka univerza zase povedala. Naša univerza ima strategijo povečevanja števila tujih študentov, tako da število tujih študentov se je v zadnjih letih, procentni delež tujih študentov se je v zadnjih letih od 2,5–3% povišal med 5 in 6, tako da naša želja je doseči v naslednjih letih vsaj 10%. Ne vem pa, kako je z drugimi univerzami. To je edina realna možnost, ki jo vidimo pri nas. Bi morda dodal še kateri? Ja, jaz lahko rečem za nas samo to. Mi smo sicer majhen segment v celem visokem šolstvu v Sloveniji. Naša usmeritev je popolna internacionalizacija in maksimalno povečanje tujih študentov. Tako da ne samo zaradi tega, da bi nadomestili majhno število slovenskih študentov, pač verjetno še manjše v prihodnosti zaradi manjšanja generacij, ampak predvsem je to vsebinska usmeritev, ker menimo, da je to nekaj, česar v Sloveniji močno internacionalizirane univerze še kar nekaj časa ne bomo imeli. Tukaj vidimo en svoj prostor bodočega razvoja. Še dve vprašanje pravzaprav. Skratka, zanima me, v kolikšni meri slovenske univerze držijo korak z najbolj odličnimi univerzami, predvsem v luči finančnih omejitev. Predlagam, da vsak od vas pove, kako s tem borite. Kvaliteta je odvisna tudi od denarja. Verjeti v to, da se da kvaliteto dosežiti za manj denarja, je iluzorno in pač jaz sem prepričan, da se na vseh 4 univerzah s tem problemom borimo, poskušamo biti čim boljši, seveda v okviru zmožnosti, ki jih imamo, in lahko bi rekel, da smo 4 slovenske univerze na nek način čudež, da s temi finančnimi sredstvi, ki jih imamo, dosegamo kar lepe rezultate v mednarodnem okolju.
Vendar, kot sem rekel, ne mislim, da bo šlo to z manj denarja navzgor, ampak obratno. Če bo Slovenija hotela poseči višje v visokošolskem prostoru, bo morala v visoko šolstvo tudi več investirati. Ja, jaz lahko samo potrdim to, kar kolega Zavrtanik pravi. Če mi delamo primerjavo našega proračuna s proračuni primerljivih univerz, potem je faktor 1:3-4 navzgor, pri čemer tudi če upoštevamo razlike v stroških dela, ki so največji strošek na univerzah, ne razložijo vsega, ali drugače povedano, tudi če bi upoštevali, da so pri nas plače dosti nižje kot na primerljivih univerzah, še zmerom ostane ogromna razlika v sredstvih, ki jih druge univerze dobijo za to, da lahko normalno raziskujejo, posodabljajo opremo in so na tak način seveda tudi v korak s časom. Mi tudi teh sredstev nimamo toliko kot drugi in seveda to nam bo delalo težave v prihodnje, če se razmere ne bodo spremenile. Zato tudi težko pričakujemo, da bi vsaj deloma sanirali to situacijo skozi ta amandmirani zakon, ki naj bi vzpostavil vsaj stabilno, če že ne rastoče financiranje v prihodnem obdobju. Glede na prejšnjo vprašanje pa mogoče sam tole rečem, da smo mi univerza, ki ima še zmerom več prijav kot ima razpisanih mest v Sloveniji, da smo pa seveda namerno tudi mi v zadnjem obdobju bistveno znižali število študentov in s tem tudi malo izboljšali razmerje med številom študentov in učiteljev, kar seveda omogoča pri tako nizkih sredstvih nekoliko več, boljšo kvaliteto tudi vzdrževati. Dolgoročno je pa absolutno nujna internacionalizacija, ne samo zaradi manjšega števila študentov, ampak seveda tudi zaradi vpetosti v mednarodno raziskovalno in visokošolsko skupnost. No, jaz bi še lahko bi rekel, da dejansko smo zelo, zelo dobri. Glede na sredstva, ki nam jih mati država odreja, smo izjemno dobri. Nahajamo se vedno med prvimi 400 do 700 univerzami na svetu po večini lestvic, ki to obravnavajo. Torej smo v tem rangu notri, da nas opazijo. Govorimo o tem, da se ponavadi v obzir vzame okrog 25,000 univerz in mi smo na tem. Mi smo v zadnjem času, če ste pogledali tudi obe univerzi slovenski, veliki, smo boljši od Zagrebške univerze, od Beograjske univerze. Praktično se te univerze niti ne pojavljajo več na teh lestvicah, v čim smo mi tukaj zraven. Torej, za temi minimalnimi sredstvi, ki jih dobivamo, delamo po svoje čudeže. Mi se moramo zavedati, da prej, ko je profesor Svetlik govoril o tem, ko je rekel premalo denarja ali pa 3-krat manj. Naše univerze dobijo približno iz sredstev, ki jih sedaj dobivamo, nekje okrog 3500-3600 evrov po glavi študenta. Nekje sem tako računal. Kaj to pomeni? Pomeni, da če se primerjam, jaz sem iz Maribora in je najbližja prva univerza v Gradcu, tehnična univerza v Gradcu, tam dobijo 11-12 tisoč evrov po glavi študenta. Ampak vsi smo na enakem svetovnem terenu. Mi ne rabimo, oziroma od nas se ne zahteva, da so naši rezultati pač toliko manjši, ker smo mali, pa ker imamo manj denarja. Vsi smo na istem svetovnem terenu kot športniki. Vsi tekmujemo za najboljšimi rezultati v okviru danih možnosti. In glede na to si upam trditi, da dosegamo izredno dobre rezultate. Najboljši pokazatelj teh izredno dobrih rezultatov pa so naši izdelki, naši diplomanti, ki so zaposlili kadarkoli, kjerkoli, so zelo cenjeni. Pravzaprav imam eno smejoče oko, ki pove, da dobre ljudi proizvajamo, oziroma izšolamo, ki so kjerkoli na svetu uporabni. Po drugi strani pa se mora zavedati, da je pa tisti žalostni del da ta mladi kader odhaja iz Slovenije. In v glavnem zavedno, da je tu denar bil investiran
naš davkoplačevalski denar, da se je treba zavedati, da en doktorant, recimo, kakšne zahtevnejše smeri, lahko v fazi svojega šolanja stane tudi do $500,000. In ta denar odhaja. To mi poklanjamo drugim deželam. Zato, ker ne znamo sami ustvariti možnosti, da bi ti ljudje ostali pri nas. In to je naša katastrofa. Če se tukaj ne bomo potrudili, potem nam počasi ne bo rešitev. Še profesor Zavrten. Par besed. No, ki sta oba kolega omenila lestvice, znano je že, da je Ljubljanska univerza že vrsto let, vsaj 10, odkar to rangiranje po šanghajski lestvici obstaja med 400 in 500, kar je glede na število univerz izjemen dosežek, pa tudi Maribor je zgolj v naslednji kategoriji pod 1000, 500 in 1000. Če sta primorski dve univerzi, sta premajhni, da bi lahko relevantno znotraj te lestvice nastopili, pa vem, da po sistemu multi-ranking sistemu, vem, da je Novogoriška univerza zelo visoko ocenjena kot celovita univerza, ampak to bo kolega novogoriški rektor povedal. Za našo univerzo pa bi povedal presenetljivo dejstvo, da naprimer prav področje psihologije, ki je bilo po medijih toliko izpostavljeno kot problematično zaradi študija biopsihologije, je ocenjena naša univerza za področje psihologije okoli 50. mesta med približno 150 univerzami, ki so se rangirali znotraj Evrope po tem sistemu in je čisto primerljiva naprimer z Ljubljansko univerzo. Korak dlje, matematika na naši univerzi je med 170 univerzami rangirana na 18. mestu in je samo nekaj korakov za Ljubljansko univerzo. Se pravi, vsaka od teh 4 univerz ima nekaj zelo pozitivnih točk, na katerih lahko svoj razvoj gradi. Jaz se ne bom hvalil, da me ne bo kolega Svetlik spet kregal, da se preveč hvalim. Eno drugo, še finančno sliko sem vam hotel osvetliti. Zdaj, čez eno uro, če me bo vaš kolega spustil, odhajam v Luksemburg na upravni odbor Univerze v Luksemburgu, ki je po velikosti približno enaka Primorski univerzi, okrog 5000 študentov. Mislim, da je tudi približno po starosti, 12 let, vi ste malo starejši, dragi, ampak tam približno. Ne? Budžet univerze v Luksemburgu je 11-krat višji, kot je letni budžet univerze na Primorskem. Tako da za občutek, v kakšnih razmerah delamo. Ja, samo še vprašanje, koliko imate zdaj tujih študentov, skratka, kakšen je procentek študentov? Rekli ste, vsi ste omenili, da so tuji študenti tudi pač ena od rešitev, na kateri bodo univerze gradile. Samo še ta podatek bi prosila, če lahko kar. Ja, za Koper je lansko letnih 5, mislim, da je letos okrog 6. Ja, mi imamo okrog 10% tujih študentov, zdaj se pa ta trend povečevanja nadaljuje. Pri nas je, ta trenutek v letošnjem letu je okrog 400 do 500 novo upisanih, povprečje pa med 800 in 900 študenti tujimi v zadnjih 2 letih študiralo pri nas, tako da pridemo tudi na neko vrednost, ki je dokaj ugodna. Bolj me skrbi to, da več tujih študentov prihaja k nam, kot pa si naših želi študirati od zunaj. Tu pride svet do izraza ta neka, bi rekel, ne vem, slovenska posebnost, ta je slaba mobilnost. Pri nas je zelo težko pripraviti ljudi, da bi se premaknili od domačega ognjišča. Ja, mora to potovati na telefon. Mi imamo okrog 20% tujih študentov, na doktorskem študiju pa 55%. Pa bi radi na doktorskem prišli tam nekje na 75 do 80, na dodiplomskem pa dolgoročno na 40%. Ali več. Hvala lepa. Imamo pa še kdo kakšno vprašanje? Če ne, bi potem današnjo novinarsko konferenco zaključili in seveda se vam še enkrat zahvaljujem za vašo prisotnost.